Predragi brat, ali hočeš z milostjo Svetega Duha službo, ki so nam jo zaupali apostoli in ki ti jo bomo izročili s polaganjem rok, opravljati do smrti? Hočem. V znamenje popolne podaritve Bogu je dr. Kozinc legel pred oltar in v drži ponižnosti in zaupanja svojo prihodnost položil v Božje roke. Verniki so ga spremljali z litanijami vseh svetnikov. Sledilo je eno najstarejših in najsvetejših znamen cerkve, polaganje rok. Nad njim se je v tišini izlila moč Svetega Duha, ki jo je Kristus zaupal apostolom in njihovim naslednikom. Polnoč škofovske službe je dr. Janez Kozinc prejel s posvetilno molitvijo. Nad glavo razprta knjiga Evangelija je znamenje, da mora biti vse njegovo življenje in vodstvo prežeto z Božjo besedo, ki bo podrejen in zvest. Maziljenje glave sveto krizmo, znamenjem Svetega Duha in Kristusovega duhovništva, pomeni, da je novi škof napolnjen z močjo, ki daje rodovitnost njegovi oznanjevalni službi. Novi škof je prejel tudi evangeljsko knjigo in znamenja škofovske službe. Prstan je simbol zvestobe in povezanosti z vesoljno cerkvijo. Mitra pomeni, da je škof pastir cerkve, zvest Božji besedi in povezan z Bogom. Pastirska palica pa je znamenje skrbi in ljubezni dobrega pastirja, ki vodi svojo čredo in jo varuje. Oddajo Obzorja duha si oglejte tudi na RTV 365.